Dejali ste, da Pomurje že desetletja zaostaja z razvojem. Zakaj je temu tako? To je pa dobro in tehtno vprašanje. Kot odgovor na vprašanje, zakaj smo se posebej začeli truditi s Pomurjem in smo se tudi že prej trudili s Pomurjem, pa itak ni bilo nobenih rezultatov, zakaj se spet, je ravno v tem, da nas ne upravičuje slaba dejanja v preteklosti, da ne bi poskušali znova. To sem poudaril tu na okrogli mizi. Seveda je pa bil tisti socialni aspekt situacije, ki je bila 2009 s stečajem Pomurke in Mure, tisti, ki je vlado in celoten parlament, ki je to enoglasno sprejel, navedel k temu, da je potrebna posebna pomoč Pomurju. Ne razvojne težave, ki še trajajo in ki so seveda vpete noter zakon o Pomurju, ampak takrat socialni moment. Seveda pa zdaj zakon o Pomurju vsebuje tudi mehanizme, s kateri bomo dvignili konkurenčnost v primerjavi z drugimi regijami in v tem aspektu bo tudi, bom rekel, primerjalna zaostalost se zmanjšala ali celo izenačila v teh 5 letih z slovenskim povprečjem. Korak k temu je teh novih 320-350 delovnih mest. Kaj pomenijo ta delovna mesta? To je majhen korak. Ta delovna mesta so, bom rekel, bogata, kvalitetna delovna mesta, ker so razpršena po različnih dejavnostih, ker so razpršena pri majhnih podjetnikih, ki bi lahko nadgradijo zdrav temelj podjetništva v Pomurju. Ker nek temelj podjetništva zdrav že obstaja, ampak je žal prešibek za vse težave, za rešitev vseh težav, ki so v Pomurju in to je prvi korak. Smo pa objavili že drugi razpis v višini 1 300 000 evrov, ki sicer ni bil predviden, ampak glede na uspeh prvega razpisa pričakujemo še povišanje teh delovnih mest. V tem trenutku imamo odprtih oziroma odpiramo investicijskih sredstev v višini 120 milijonov evrov. Pomemben del načrtujemo, da bo tudi končal v Pomurju, seveda ne ves del, ker je to denar, ki je namenjen Sloveniji. In to je eno ogrodje, ki omogoča, da nadaljujemo k konkurenčnosti in k izgradnji dopolnilnih dejavnosti. Menite, da bodo te dopolnilne dejavnosti, da je to rešitev za kmetijstvo? Ja, poglejte, kmetijstvo že sedaj se razvija v dve smeri. Imamo posamezne, teh kmetije pa malo, neki so zadosti velike, da se lahko ukvarjajo z samo konkurenčnostjo neke primarne proizvodnje in imamo vedno več kmetij in tako je tudi prav, ki iščejo dodatne dejavnosti, to je dopolnilne od dobrot slovenskih kmetij do turizma in podobno. Obe smeri razvoja slovensko kmetijsko ministrstvo podpira, nudi ustrezno okolje in jaz apeliram na ljudi, da te možnosti izkoristijo. Kakšno pa je stanje Slovenije v Evropski uniji na področju kmetijstva glede črpanja evropskih sredstev? V tem trenutku zelo dobro, namreč v ovojnici, ker tu se govori o 7-letnih ovojnicah, trenutna ovojnica leto 2007-2013, smo črpali nekaj več kot 36% razpoložljivih sredstev, to je zadovoljivo, saj povprečje Evropske unije 27 in nekaj procentov. Ta črpanja sedaj seveda pospešujemo na ta način, da dvigujemo dele sofinanciranja in da zmanjšujemo administrativne ovire. Od teh evropskih sredstev ali pa razpisov ne pričakujemo veliko. Želimo, da nas vsi skupaj pustijo pri miru, brez subvencij in da uspešno delamo svoje stvari naprej. Pri tem bi pa povedala, da je najbolj evropska sredstva, najbolj občina. Jaz počasi v svoji občini v Žirek vidim, da je stvar postala tako komplicirana in birokratizirana, da že sistem priprava in vse skupaj požre skoraj 40% denarja tistih investicij, tako da je to tako zakompliciranje. Če se Primura in partnerji z lastniki uspejo dogovoriti za podaljšanje najema prostorov, bomo pa nadaljevali s temi svojimi zadevami, poskušali kaj pridobiti, kakšni element nekaterih možnosti povečati v dodano vrednost zaposlenega. Trenutno je dosegamo 14 100 evrov. To je iz vseh vidikov, iz vseh zadev zelo malo, vendar pa moram povedati, da smo 20 tovarna zdaj kljub vsem težavom po velikosti tukaj v Sloveniji s tolikim številom ljudi in prav žalostno je, kako se gleda na to neperspektivno dejavnost, podobno se dogaja s turizmom, podobno se dogaja s kmetijstvom in še nekaterimi drugimi panovami, ki smo na nek način občutek, da smo za odpis zdaj ko prej, da se to zgodi. Ko vendar ustvarjamo na mesec, nakazujemo državni proračun 450 000 evrov direktnega denarja. Držimo se nad vodo, ne moramo se lotevati kakšnih večjih
So torej Pomurci dovolj ambiciozni, dovolj entuzijastični, dali ste, da so se na nek način sami krivi za to situacijo? Ja, ne smete dobesedno vzeti, kar sem povedal. Povedal sem, da si je regija z svojo nedejavnostjo, z premajhnim zagonom za iskanje rešitev iz svoje situacije tudi delno samo kriva. Ne samo Pomurska regija, tudi vse ostale razvojno za ostale regije. No, to smo že premaknili v Pomurju, zakonom v Pomurju, v ostali Sloveniji, tam, kjer še ta zavest ni toliko prisotna in ta potreba, ki se je povečala v kriznih časih, še ne tako izrazita, bo pa pomagal nov zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bo pa sprejet do konca leta. Proizvajamo hrano, ki je kvalitetna, je varna, ki ima tradicijo in je okusna. Proizvajamo takšno hrano, vedno bolj se jo učimo tudi tržiti in če bomo 3 stvari negovali, to je okolje, ki ga bom negoval, to je, če bomo varovali in negovali tudi svetovalno službo, ki ima tu pomembno delo in spodbujali podjetniški interes, jaz verjamem, da bomo uspeli. Če pa ta kmetija 30.000 evrov nema, potem ni sposobna razvojno nastavljati programa. Ko pa nima razvojno nastavljenega programa, ne more dosegati sredstva iz javnih razpisov. In je zadeva konec, barka tone. In to tone že krepkih nekaj let. Zelo redke častne izjeme so se nekako obdržale, da so imele toliko verjetno zaloge kapitale ali v blago, ali toliko iznajdljivosti, da so preživele in danes razmeroma napram Evropi nekako sporedno tudi. Vsak, ki se ukvarja s proizvodnjo hrane, naj bo ponosen, da se ukvarja s proizvodnjo hrane in jaz v celoti verjamem, da proizvodnja hrane je sedaj pomembna, čez nekaj let bo pa še pomembnejša in to bo tudi vsi Slovenci v Sloveniji spoznali. Najpomembnejši projekt na področju Pomurja, sploh v tem mandatu in tudi prihodnje, je vodooskrba. Za ta projekt bi morali dejansko imeti nekje okrog 270 milijonov evrov, če bi ga želeli na območju celotnega Pomurja tudi realizirati. In kako daleč dejansko smo z realizacijo? Projekt v tem trenutku ne stoji, moram reči, da ga smo začeli intenzivno izvajati, da imamo v tem trenutku naprimer na sistemu C in mislim, da tudi B, že objavljen razpis za izbiro odgovornega inženirja in da bo ta razpis končan nekje koncem tega meseca. Inženir bo izbran, ta bo potem tudi izvajal vse ostale aktivnosti, ki so povezane s pripravo dokumentacijo, odkupom nepremičnin, zemljišč in tako dalje.